pa sva na vrhu, ne Maksi? Se kar nadihal. Jaz sem se malo manj. No, se bo šla po tekoči, nazaj na malo Lazno. Cel svet se vidijo tukaj, zahoda mrč, oziroma se vreme spreminja. Trnovski gozdovi. Snežnik v daljavi. Kaj je tle? Mokovec, Jerebika, Planinski bor. Aha, se tle narisano kje kaj. Sem zadev ta snežnik, jaz sem. Točno tam je, ja. Vedno v Sloveniji zelo izrazito ven pade. Maksi, si se skopal pod slapom Brinta. Tam ne me zdaj zmoči. Lej, točno to bo zdaj naredil. Lej zdaj. No, jaz grem pa na slap. Ni ga ne vem koliko, ker sneg se je že stalil pod Krnom. Ti pramenčki pa dol padajo. Visok slap Brinta. Čudovit je. Ta stena tle tudi tle okoli. Ni kar tako ta prelom. No, še toliko daleč naprej pa gre Gorčičev slap. Tudi to je nekako še enkrat za slovo dobiti. Čisto pod njim. Pada. Tle se razprši. Skoraj se mavrica dela tukaj le. In tle primezi dol. Ne? A ti si zdaj pa kar v senco spravil? No, pa še zadnjič. Ker je tako lep. In tle se pa čisto. Tako je velik, se vidi po mojemu pesu. Da ga ne boš popil, to še kar je ostalo. Ej ga. Začela pihati, evo, prši od slapu dol. Ob slapovih Sapotnice so izkoristili ta padec in je Kafol postavil tudi mlin. Eden redkih mlinov in mlinskih koles, ki se vrti. Čudovito. Ves iz lesa narejen. Dobro je to. Niso hec ti slapovi Sapotnice. Imate iz enega slapa na drugega, skok, Madonna, tle pa jih je precej. Dobro je to. Dobro je to. Idila tle ob Sapotnici. Huda grapa. In Kafol je to izkoristil za mlin. Se je napeljana kar po lesenih koritih od zgornjega slapa. Tako je velik padec in lepo gre regulirano na mlinsko kolo. Še dolgo delaj mlinček moj. Pa pojmo od Stebetina. Lepa potka.
Kje so vse obešene kmetije tle gor pod Bogdanovcem, pod Gorenji Trebuši. Ta cesta se spomnim še precej ožja je bila. Evo, še en kučan tukaj. Tukaj so mogli prej po vsaki nevihti tukaj štimati te zadeve, zdaj so si pa tele prehode, prehovode pobetonirali, tako da je deluks. Pa Ternoleva grapa je tukaj pod Bogdanovcem. Zdaj not v teh grapah je bila skrita tudi partizanska tiskarna, predhodnica tiskarne Slovenija pod vojskim, je bila tukaj ta prva. Julij se je imenovala. No, tle začne pa zdaj golka strmina dol. Sicer tole ne bo vidno, ampak tlele je strmina sigurno okrog 30%. In kar padeš v dolino Trebuščice. Cesto lepo urejujejo, na sredini travca, da ti očisti sredino avtomobila. Tukaj se je imenovalo pri Stebetinu. On je to vse z Wartburgom prevozil in posnel čudovit film o Gorenji Trebuši. No, zdaj pa pridemo k sosedu. Z njegovo dvorišče zavijamo pa še na lepšo pot. Ja, to, ki je piskalo, to so travce blizu. Evo, še 2 ovinka pa bomo. Krajevna skupnost je poskrbela tudi za take odmaknjene domačije. Tukaj je več ali manj vse na optiki in na hitrem internetu. No, pritok tega potoka izpod Govcev, da se vozimo pa ob Trebuščici. Pod Gorniku kmetija, glavno križišče, je šla včasih samo tukaj, je šla cesta na levo. Ulica Čepovan preko Drnulka. No, zdaj po tem novem je pa narejena tudi ta cesta po dolini, ki se veliko več uporablja. Število prebivalcev Gorenje Trebuše je takoj po prvi svetovni vojni bilo čez 800, zdaj pa ni z desetkano. Vsak 10. pa ljud, ampak komaj vsak 10. je tukaj, se pravi jih je komaj 80. No, moji bratranci to rešujejo zadevo. Matija se je naselil tukaj, no, malo odsep, pri Erbu, kjer izhaja Velnar, starejši tiskar Veka iz Kopra. No, zdaj je on to hišo kupil in je tukaj si ustvaril družinco. To je zadnji veliki prirastek v Gorenji Trebuši. No, predzadnja hiša Gorenje Trebuše je pa v Krtovščah, tam se je pa bratranec Boris naselil. Včasih si po kolovozu do tukaj prišel. No, tukaj je odsep do Verba. Ta del je pa čisto na novo narejen. Spomnim leta nazaj so bile padavine. Tukaj vozili po 30 cm vode. Ker iz vseh teh skal ob
kraju ceste je bruhala voda, kukar iz sita. No, prvi pomemben kraj bo tukaj je na desno Srna grapa, ta grapa so slapovi. Milijon slapov v dolini Trebuščice. Plujemo. O, kaj lepo. Tako je bilo v ulici, da smo imeli. Pa veš, da je prav, da smo danes tukaj, ki drugače tega ne bi videli. To je po vsaki nevihti, da se utrgajo oblaki, je tako tlele. Dež, oblak se je utrgal nad Krtoščami. Šije kostom mater. Mi gremo pa na delo. Trebuščica je prestopila bregove, teče ko podivjani lahar. Prav po žveplu smrdi, toliko tle divja. Grozno. Niso heci. Spodnese, a Pirikovi so tam neko zajezitev naštimali, nosi drevje noter, boh ne dej jaz v ta tok vode, to te polomi. Jezna podivjana je Trebuščica. Evo. Par minut tle gor, pa je že vidno narasla. Bazen je na udaru, čeprav ima dvojno zaščito. Tukaj se valijo vse trebuške grape, polomilo enega drevja. Most bo lih zdaj pod vodo. Breg na drugi strani je. Ojej. Bale že plavajo. Bale že plavajo. Je že toliko vode na uni strani. Ščije pa še vedno kot iz kabla. Se pravi, to bo še šlo gor. Podivjala. Pod mostom ni dosti več prostora. Bo šlo pa čez. Voda kaže svojo moč. Enega bazena za predhodnika rib ni več, je zasut. Tukaj pa grmi Trebuščica dol. Boh ne daj se znajti v temu. In še grmi.
Še malo. Voda, kjer je nikoli ni bilo. Kot podkopovanje ceste v živo. Adios, no. Uf. Uf. Zdaj vidiš, kaj delaš čovnik, ki jih not potegne, ki se ne morejo rešiti. Pa. Kubiki in kubiki lesa potujejo tle dol. Reševanje balsena. Ja, vsaka je precej stane, da jih voda ne odnese. Pršjak je malo podivjal in na drugi strani tisti obrambni nasipek podrl. Trebušca je visoka, voda ni imela kam zaotekati, ker ga skoraj nikoli ni. Evo, že zalilo dolino spodaj. Otroci zlagajo drva. Tukaj se pa lepo žaga in dela in štima. Delovna akcija v teku. Vrata prestopiš, samo če si njihov. Ja, če to je res, an še največjih midi, kaj jim služi, hor pristrata, bil se glihče, nikdar jaz ne vidim teh nebes. An če sam Bog se jazem zdaj prikaža ven z oblaku, an reče, ben, me vidi zdaj, ti Malo smoka. vermaš neč. Ko vjerbam to, kar vidim, bom elihem pač počakal. No, to je cesta od Svete Marjete skoraj do Breginja. To so vse vojaške ceste, pospeljane z majhnimi nakloni.
Cesta na Kobariški stol. S kolesom je šlo, ne pa tudi z avtom. Iz Breginja gor je bolj taka. Stare vojaške ceste. Naklon ni velik, je pa zelo lepo speljana. Malo treba paziti. Kar naprej piska, ker jo opazuje travce blizu, ker vozim počasi. Sem že višje, kakor okoliški hribi. Kolovrat, kaj je to? Pomatajor. Lepo. Malo bom na planini Božica. Še gremo naprej. Gremo na planino Božica. Ceste se skoraj več ne vidi. Upam, da je to prava. Ne vozim tle, kje po kakšnih. Razgledi so pa božanski. Čudoviti konci so tle. Tle se ene pastirje prestrašil in se zmotil. Sem šel previsoko gor. Pa sem pa pogledal Ozi Explorer, pa sem videl, da je treba le tam jeti zunaj točke naprej. Lepo piha, na planini Božica. Skoči na veliki kanin. Potem tam pred njim je peč. Pa se vidi prestreljeni. Ceste, ki jih delajo gor za žičnico. In potem tale ravnica proti Rombonu. Pot k Goreni Trebuši številka 1 v Grapi. Še. Lepo, a? Še. Teci. Res je v Grapi. Tukaj je bila steza od domačije v Grapi. Tu so gnali živino napajati. To taki iz tolmunčka, v tolmunček teče voda. Od potoka je zaraščeno do kmetije. Tukaj sta bile levo in desno kmečki poslopi, hiša in gospodarsko poslopje. Komaj se kaj vidi. Evo tukaj skriti kotiček v tem trnu. Tam je bilo ognjišče, okno tam, na drugi konec, ne vem, kaj je bilo to gospodarsko poslopje. Čudovite travnike imajo, čudno, da je ta kmetija propadla blizu ceste, Dolenja Trebuša Čepovan. Tukaj so pa še ostanki zidov. Ampak ko se strehe podrejo, trebuške hiše gredo. Počasi jih prekriva trne. Sem in tja, komaj najdeš za trnem kupe kamna.
idila je tukaj. Aha, to je bilo drugo poslopje, to je bilo pa tretje poslopje. Mogoče je bila pa to stanovanjska hiša, ker ima najdebelejše zidove. Nadaljuje cesta na Travno Brdo, lepo po horizontali. Se pokaže Travno Brdo na koncu te lepe poti. To je eno gospodarsko poslopje, pomožno. Ekola hiša pa tle. Zrušijo se strehe in gospodarsko poslopje se je odpeljalo. Ob hiši stoji veličasten oreh. Hišna številka, trenutno je to ta prva, ki še stoji, streha v Goreni Trebuši. Počakaj, je eden napisal. Takoj pridem. Pa bližnjica od Ovinka gor, ki sem prej imenoval to elektriko. Lepa hiša tolminska. Včasih so imeli lesene strehe, pa so pa te nadgradne dele. In strašno veličastna lipa je zraven hiše. Od spodaj te hiše deluje zelo veličastno. Tukaj so 4 lastniki in se ne morejo dogovoriti. Usoda mnogih hiš v Trebuši. Zvezana po potresu. Prihajam k Ležinarju. Ta hiša leži pod ščuro oziroma kmetija. Tukaj se svet malo uravnal. Vsi imajo lepe poti, pripeljane do njih. Hiša ima klet spodaj, 2 nadstropji in še zgornji del pod streho. Klasično tolminsko izkoriščena. Okna zgleda so bila pa že enkrat predelana, ki so neka velika zakrtovšče. Leži na lepem kraju. No, Travno Brdo je 2, Ležinar je pa 3. Gorenja Trebuša 3. Še poslopje za orodja in seveda takoj v grapi dol tudi voda, kamor so gnali živino. Kdaj je nehal tako žalajati tukaj? No, tle pa šla živina k vodi. Dol. Še neko objekt je bil tukaj, oče za prašiče, kambre. Štala, zgore še seno, bo od skrbnih gospodarjev nametano in potem mladi preč, stari so umrli in tako gre zgodovina Trebuše preč v nepovrat. Sedaj prihajajo kot na vikend, malo pokositi. Pri vseh trebuških hišah so tudi tepke, orehi in tako naprej. To so bili bomboni zimski. Pod Govci, pod Skopico
leži pa kmetija Ščura. Obširno skoraj uravnava. Tukaj je še nekaj življenja notri in hiše se obnavljajo. Tukaj je pa v Ščuri, je bilo gospodarsko poslopje, Maxi Demir, in sedaj imajo pa to Belgijci. Drugače pa celo to področje je bilo ledinsko ime v Ščuri. Smo na Ščuri, Gorenja Trebuša, številka 4. Sedanji lastniki stanujejo v Belgiji, so si to uredili kot pravljično rezidenco. Zadaj je pa takoj Gorenja Trebuša številka 5, pri Luki. Gorenja Trebuša 4, stara hiša obnovljena. Zadaj pa gospodarsko poslopje pri Luki, številka 5. Hiša je bila pa podrta in je na novo zgrajena, takoj zraven je. Električni pastir Kleple, cela Ščura je pokošena, imajo še živino in pri tolminskih trebuških hišah je ponavadi na zaščiteni strani trta. Smrdljivka rečejo tle, tišečka, ko lepa. Jaz sem v Gorenji Trebuši številka 5, pri Luku, se reče tle po domače. Pod stenami. Ja, kaj je bil postavljen. Tato je bil Luka, Aha, zaradi tega. ko so bili na vrših. Ja, ker vi ste lih pod vršami, ne? Prva živa hiša, Gorenja Trebuša 5, pri Luki, ima še živino. Na Ščuri. Zadaj je Voskarska planota in potem vse po dolini se hišne številke nadaljujejo do centra Gorenje Trebuše, potem po uni strani nazaj dol do Krtovšč. Tu se gre v Malne, ne Polog, v Malnu. Tu je bil včasih mlin od trna, tu ustvarja Gerlica Dušan Dule. Gorenja Trebuša številka 6. Umetniški kotiček, rezbarjenje lesa. Tam je Ležinar, v nadaljevanju te grape je pa Polog. Gremo ga poiskat. Evo ja, se že vidi hišico. Pa sem jo najdel, točno, to je Gorenja Trebuša številka 6, ki je v grapi, čisto zraven vode. Idiličen kraj. Pod vršami, male in velike vrše se gre. Idiličen kraj. Polog. Verjetno Gorenja Trebuša številka 6. Nulovo leto bo letos, kar lepo Se večajo v Pologu, Gorenji Trebuši številka 6. V umetniškem prebivališču, prebivališču umetnika. pod strmimi stenami velikih vrš. O, kako paše hladna vodica. In koga imamo še tukaj? Mojco in Jašo in Podkobilški most. Ma tebi res zelo paše, Maksi, kar potunkaj se. Raziskovanje pod Podkobilškim mostom. Zakaj Podkobilški? Ker je pod Kobilco. No, zdaj bomo tle popustili Mojco, da malo uživa naravo. Maksi je že uživ. Evo jih, uživajo ko bubregi v loji.